V kulturnem inkubatorju lahko obiskovalci v naslednjih dneh doživijo edinstveno interaktivno izkušnjo. Avtorica projekta Anika Oder nam je povedala, kako deluje in izgleda virtualno okolje njenega projekta. Torej, deluje tako, da v bistvu on hodi sam okoli na pritisk gumba, zraven se še lahko pritisne glasba in potem pač imaš eno tako virtualno okolje, katerega si lahko pogledaš, imaš zraven tudi statičen model, različne plakate in podobno. Torej zvok, se sliši glasba, od Jefferson Airplane White Rabbit, ki je tudi bila v filmu Matrica. Potem vizualno vidimo različne animacije, tako da to pač vpliva na naš vid. Kot vibracije pa čutimo mogoče tresljaje, torej teh joystickov oziroma kontrolerjev, ko naletimo na kakšno oviro. Dati neki globlji stik s samim robotom, v bistvu občutiš, kako je v bistvu na neki način biti stelark, ker v bistvu je interaktiven na takšen način, da ga vklapljaš in izklapljaš in začutiš pač, kako je upravljati samega robota, ki je na primer velik 3 metre. Pri zasnovi projekta so premagovali tudi različne tehnične izzive. Z različnimi, moram povedati. Od skeniranja tam je prišlo do težave, ker na primer sken ni šel noter v aplikacijo tako, kot bi moral iti, in potem sem morala model sama narisati. Pojavila se je težava pri samih animacijah, smo morali na novo začeti, ker pač se določene stvari niso poklopile. Tako da pač tehnološke težave so bile vse skozi projekt, ampak pač važno je, da smo jih pravočasno rešili. Navdih za projekt je prišel iz kultnega filma Matrica. Robot je bil inspiracija, potem da sem nekako pač to se povezala z Matrico, tako da pač Matrica je kriva, da je to pač tematsko na to narejeno. Kot v filmu, tudi ta razstava raziskuje meje med resničnim in virtualnim ter postavlja obiskovalca v središče interakcije med človekom in strojem.